Takrat, ko smo začeli, sem bil jaz starejši mladinec, sem bil balanser, lovčidmen. Smo delali vse s peresom, svinčnikom, z navadnim žepnim kalkulatorjem, še tisto včasih ni bilo. Danes je elektronika, vse gre elektronsko, vse gre preko računalnika z kvalitetnimi programi. Je razlika ogromna. Včasih je bilo tako, da si bil bolj sam, si mogel vse sam organizirati. S telefonom, mogoče je bil kakšen slep radio, to je bilo vse. Potem več bilo treba vse narediti, da je vseeno letalo prišlo pa šlo. Kolektiv je bil veliko manjši, kot je danes, tako da je občutek bil kot ena velika družina. Vzdrževanje je bilo dosti tako preprosto, bi rekel, ne. Tehnika ni bila toliko zahtevna oziroma uporabljati si mogel pa svoje znanje, svoje izkušnje. Začetki gostinstva so bili zelo težki. V primerjavi z danes neprimerljivo. Takrat smo orali ledino. Bilo je res dejansko pionirsko delo. Nismo bili niti uki, niti vešči opravljati catering storitve in se je bilo treba res izobraževati na tem področju in iskati znanje zunaj. Ponudba takrat je bila zelo bogata. Res si lahko izdal sebe v kvaliteti, v bogatih obrokih, v kvantiteti obrokov, obilnosti obrokov. Aerodrom Ljubljana je bil v času družbene lastnine veleposestnik, kar zadeva nepremičnine. Bil je imetnik pravice uporabe preko 500 hektarjev zemljišč, več kot polovico jih je dobil z razlastitvijo, ostalo razliko 230 hektarjev smo pa v pravni službi odkupili gozdov zaradi zagotovitve varnosti zračnega prometa. Tudi eno tako vzdušje, ki smo ga včasih imeli, smo se prav radi imeli, vsi smo sodelovali. To smo vsi delali, zjutraj smo pripravljali hrano za avione, potem smo prtljago vsi skupaj znosili, potem smo odpravili potnike, smo jih odžejali, nahranili, ko je pa avion odšel, smo pa skupaj sedeli, pa kje rokavico popili, pa poklepetali. Že takrat v tistih starih časih smo govorili, da moraš biti malo neumen, da tega manj ne delaš, ni ne trgovine, to, kar sicer v mestu lahko počnejo, ne. Ti si bil tle čisto izoliran, pa smo res, moraš biti pripadal. V začetku 70-ih let sem bil jaz na letališču na položaju vodja blagovno-prtljažne službe, kajti na delu sem pričel že leta 1966 kot študent, potem nadaljeval in seveda vmes je letališče prevzel tudi letališče Pula. Potem smo opravljali tudi dela v Puli, to so bili prijetni časi, čeprav za nekatere naporni. Veliko prometa se je preusmeril na letališče Pula, in ista ekipa, ki je vzdrževala sredstva na letališču Brnik, se je selila na letališče Pula. S tem, da smo na letališče Pula je bil sezonsko, pretežno se je letelo od junija pa do recimo oktobra. Ja, pa je bilo dobro to, ne? Ja, za vse, ker nekako smo mi poleti z veseljem hodili dol pomagati njim, določene službe. Oni so pa po zim, ker ni dol dela bilo, da so pa prišli k nam, ker smo mi tudi krvavci imeli. Mi smo imeli takih priložnosti veliko več, smo imeli večkrat letališče zaprt, a smo mi gradili, a se je drugje, in se je izkazali, kaj sem, ki je v naš letališče zadnje časa zaprt zaradi prenove steze, smo hodili v Maribor, smo se z Mariborčani krasno ujeli. Eno rekonstrukcijo prej smo v Zagrebčani, potem je Zagreb 74 leta k nam prišel. Ta sodelovanja so bila vedno. Tukaj na Brniku mi je ostalo najbolj v spominu japonskega princa in princese, ki sta gostovala pri nas, smo pripravljali za njih obrok, za njih smo pa postregali golež pa idrijske žlikrofe. Večje število potnikov je pomenilo večji obseg dela in tudi iz dneva v dan vse težje obvladovanje tega prometa. Zato se je začela takrat pojavljati ideja in razmišljanje o tem, da bi bilo vendarle treba nekaj narediti za širitev letališča, za gradnjo novega potniškega terminala, s tem ponuditi boljšo storitev. Tista letališka zgradba razširjena nova je za nas zaposlene
predvsem pa za naše uporabnike, to so za potnike, pomenila ogromno. Jaz sem živela in delala in dihala 35 let z aerodromom in imam v bistvu samo lepe spomine. Na aerodrom se rada vračam med svoje sodelavce. Na svoje delo gledam kot pozitivno, da sem zelo veliko doživel, zelo veliko se naučil skozi delo, dobil izkušenj, dobil zelo prijetne, v večini in zanesljive sodelavce. Delovno okolje je bilo prijetno, to moram poudariti, bilo je lepo.